Ja, z investiranjem se ukvarjam že 20 let in danes bomo pogledali nekatere naložbe, ki se nahajajo tudi v mojem portfelju. Gre za sklade, ki kotirajo na borzi oziroma tako imenovani Exchange Traded Funds oziroma ETF-i. To so ene velike košare, ki vključujejo na tisoče delnic in za nakupom ene košare mi kupimo delnice Tesle, Amazona, Apple, Nvidije, Mete in na tisoče drugih delnic. Teh ETF-ov je res zelo veliko, zato smo na MoneyHow pripravili seznam ETF-ov, ki so nekako ključni in osnovni gradniki portfelja vsakega posameznika, vsakega investitorja, začetnika. Zdaj, ta seznam je brezplačno dostopen na spletni strani. Na tem seznamu je 17 skladov, ki kotirajo na borzi. Tukaj boste videli, da so razporejeni glede po panogi, velikost in celotni stroški poslovanja. Ko izbirate sklade, vedno pogledajte, da izberete največjega z najnižjimi stroški. Zdaj pa, če se malce poglobimo, tukaj sta dva delniška globalna sklada, iSharesov in Vanguardov. Tukaj bi vseeno rada povedala, da je še vedno kar precej velika izpostavljenost tudi v globalnih skladih ameriškemu trgu, in sicer okrog 70%. Tudi ti, recimo iSharesov sklad, vključuje delnice kot so Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet. Če pa želite izvedeti, kako narediti prve korake v svet investiranja, tudi o tem sem pripravila klip, tako da si ga tudi lahko pogledate.